Zakaj pa Manca Košir ljubi knjige? Ja, najprej jih imam rada zato, ker me tako navdihujejo, napolnjujejo. Ampak začela sem pa z njimi in še zdaj nadaljujem, ker sem ugotovila, da je to moj način, kako biti sama. Ker če sem jaz brala v družini, so me pustili primer in tudi polk sem imela svoje otroke in vnuke sem naučila, če Manca bere, ne, je to njen čas, ne jo motiti, ne. Tako da to je bila ena oaza samote in tišine zame, ki živim zelo intenzivno življenje. Zdaj jih pa berem tudi zato, da jih podelim z drugimi, da tiste knjige, ki mene navdušujejo, navdušijo še ostale, zato sem tako vesela, da je Gospodarska zbornica zbrala Skrivno življenje dreves in Skrivno življenje živali, ker to sta knjige, ki navdihujeta izjemno, tudi v Čajanki sem imela obe, sem predstavljala, pisala v Bukli moja knjiga meseca, skratka, knjige, ki nas spodbujajo, da se povezujemo, da se zavedamo moči skupnosti, moči odprtega srca in čutenja in sočutja, ne samo denarja in materialnega življenja. Jaz sem napisala knjigo Na tesnobi, srečala sem se z izgorelostjo, paničnimi napadi, anksioznimi motnjami in takrat sem iskala nekoga, da bi mi pomagal. Potem sem kmalu dojela, da si moram pomagati sama. Pomagala sem si s knjigami. Brez zdravil, s knjigami in v bistvu meni so knjige rešile življenje. Absolutno rešujejo življenje. Kako pa knjige pomagajo lahko tudi v poslovnem svetu? Izgorelost je verjetno eden od pojavov tudi med poslovneži. Jaz recimo v svojem programu ali pa na svojem blogu www.berem.si imam prav te knjige, s katerimi se človek ustavi, začne globje razmišljati, se poveže s sabo in se začne čutiti. To je v današnjem času, ki je tako pobezlan, hiter, kjer informacije do nas odirajo iz vse posod, nujno potrebno. To nam manjka. Mi imamo multitasking, v resnici pa nimamo povezave sami s sabo.